Waterdose. Jutri grem na zaključno fotografiranje in bom v drugačni vlogi, in sicer bom model. Ok, zdaj ko je nehala zvoniti cerkev, vam lahko povem eno zgodbico, da sem zamešala datume fotografiranja. Waterdose. Falling in love with me. You feel one kiss is all it takes. Falling in love with me. Fail. Baby, si vedo, pazza pazza. Jutri grem na zaključno fotografiranje make-up šole Bardo ali Bardo, dejansko ne vem, kako se izgovori, in bom v drugačni vlogi, in sicer bom model. V bistvu ne vem, kako točno bo to izgledalo, malo vem, zato ker sem tudi jaz bila na 3-mesečnem tečaju, ker smo imeli pol zaključno fotografiranje, sam tukaj bo verjetno malo drugače, ker je tu druga šola. Edina navodila, ki jih imam, so ta standardna urejeni nohti, oprani lasje in nude perilo, torej kožno spodnje perilo. Modrca nimam kožnega, zato ker sem to izvedela 4 dni nazaj, da bom model. Mogoče sem bila rezerva in so mi zato tako pozno sporočili. In je ena odpovedala, oh no. Tako da imam bolj taka roza nude. Ja, vedno, ko gledam kakšne modele ali pa koga, ko ima drug dan fotoshooting, vsi poskrbijo en dan prej za kožo. Tudi jaz. Za dober in lep make-up je itak najbolj pomembno, da imaš lepo, čisto, probaš imeti čim bolj gladko kožo, kolikor se pač da. Ja, jaz bom probala olajšati nalogo moji make-up artistki, za katero sploh ne vem, katera je, ampak bomo jutri izvedeli. Traja pa baje od 8 do 3, da ne bo toliko trajalo. Mogoče vse skupaj, ali pa tudi, no, vse. We'll see. Sicer jaz nisem zdaj ful sproščena pred fotoaparatom, ko se sama slika. Mi ni težko, sem živčna, zato ker hočem dobiti v redu fotografijo. Ampak tako, ko me kdo drug slika, je ful pač postane malo živčna. In če grem se poščetkat. Zdaj bom uporabljala to masko od Aphrodite. Vlažilna maska, ki zelo navlaži kožo, ker se mi zdi, da navlažena koža je najlepša koža. Vonj ima po akrilnih barvah. Že zdaj čutim, da je ful vlažilna. Taka msna. Ok, to, koliko cajta moram imeti to gor, upam, da piše 15 minut, of course, ja, standard. Ok, medtem ko bom imela to na obrazu 15 minut, vam pokažem, kaj si bom nesla zraven za jest. Oreščke, banano. Banano dam v to plastiko, zato da se mi ne zmečka. In slanik.
Ok, zdaj ko je nehala zvoniti cerkev, vam lahko povem eno zgodbico, da sem zamešala datume fotografiranja. Upsi. Mimogrede, ful je težko najti en plac v Ljubljani, kjer ni, mislim v centru, kjer ni nobenega, da bi te poslušal in gledal, kako se snemaš. Prav sem bila malo jezna, za brez veze sem stala, bla bla bla. Čeprav se sliši zlajna, je res fajn najti pozitivne stvari v vsaki slabi stvari. In jaz sem najdla pozitivno stvar, da sem vstala zgodaj, drugače ne bi, če ne imela take obveznosti. Zdaj si bom šla kupiti ta kožni modrc, tako da se ne bom s tem obremenjevala. Ampak ker sem prezgodna, ob 9:30 sem prišla do centra, čakam, da se H&M odpre, da si grem kupiti, ob 9:00 se odpre, tako da sem šla na eno kavico, zdaj pa sedimo v Ljubljanici. Upam, da to ni slab kot za mojo faco. Ful je fajn, ko se tako zgodaj zbudiš pa nekam greš, tudi če nič ne delaš, pač fajn feeling je. Jaz nisem jutranji človek, ampak je fajn. Mislim, da me nekdo gleda, ok, bom zdaj končala. Čau! Glej, a pogledaš čisto v kadru? Tako normalno. Redo. Meni si cool. Ok. Šla sem malo spat, zdaj bom pa jedla novo granolo, ki mi jo kupila Anja. All natural. Pravče, dobro. Fancy. Diši. Kokos voham. Najprej zmešala, da vidim, če sem dala dost. Čakam na pašto, da se mi skuha še pol minute. And it's vegan. To je ne pol minut. Zakaj sem popihala? Kul je. Vidim, da je sladkano z kokosovim sladkorjem in agave sladkorjem. Kokosovim sladkorjem? Ok, čau. Ok, še enkrat si moram nalakirati nohte. Speniš in pili. Potem vzameš si kakšen malo više s tem gor. Pač bolj pogledaj, to je cool, to pač. To je čisto cool. Ker rečem 3-4 zdaj spustiš, ne? To? Tak, a imam lahko več spogled? Ja, tako so malo više pa malo nižje, par centi. Skup usta, čakaj, nisem še nič rekla. Skup usta, odpreš usta, še.
Si v redu še? Okay. 3, 4, zdaj. Sem se spomnila, da zadnjič po fotoshootingu nisem povedala, kako je bilo. Bilo je ful fajn, počutila sem se kot model, res sem napravno upam, da mi ne naredi nizek čop in na sredini prečko, ker se mi zdi, da izgledam bolj taka, ne vem. In ja, začela mi je vlivati oni tekoči gel na lase, pol mi jih je ful polizala in močno spela v čop in se mi je zdelo, da so mi kar štrlele uhe. Ampak pol to z make-upom, z frizuro in pol mi je še stilist v bistvu dal sam en velik rekljic, res 5x prevelik. In sem se kar naenkrat počutila high fashion model. In ja, ful je bilo fajn. To, da spoznaš nov folk, da se naučiš kaj novega, da vidiš, kako drugi delajo. In tudi ta Bardo School of Make-up me malo zanima. Jaz sem že hodila na Karpos, ampak vedno se mi zdi, da vsak ima nek svoj stil, vsak ima neko znanje, ki ti ga da, pač se malo razlikuje in nikoli ne smeš misliti, da znaš vse. In vsaka izkušnja je dobra, tako da sem ful vesela, da sem se prijavila. Zdaj pa komaj čakam, da pridejo fotografije, zato ker me res zanima. Jej!